Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Pred začetkom novega študijskega leta smo v studio povabili zlatega maturanta z idrijske gimnazije, Luka Trošt. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Zlatega maturanta, povejte nam, kako je bilo na maturi, da ste dosegli ta naziv zlati maturant? Ja, se je bilo še kar zahtevno, ampak tako ali tako sem se že 4 leta pripravljal na to in se nas tudi profesorji zelo dobro pripravili, se nam stalno pravili, ja, tu bo na matur, ja, tu mogoče ne bo na matur, in sem videl, na kaj se moram skoncentrirati. Zato pač zadnjih par mesecev nisem toliko veliko vložil v pripravo, kot sem mislil, da bom. In je pol na koncu kar v redu šlo. Vsekakor, če ste dobili naziv zlatega maturanta. Koliko točk ste dosegli? Se mi zdi, da 33, vem, da mi je ena zmanjkala diamantnega, no, zdaj ne vem, koliko je pa vseh. Vam je zaradi tega kaj hudo, žal, slabo spite? Ne. Ja, že ko sem videl, da sem dobil naziv zlatega maturanta, sem gledal tisti telefon, pa nisem točno vedel, čeprav vidim, a jaz gledam razpredelnice z vsemi možnimi točkami ali svoja razpredelnica, pa sem 10 minut rabil, da sem se sploh sprijaznil. Čeprav pri eseju je bilo kar nekaj zapletov, ne? Ja, tisto mi je še nekako šlo skozi, ko sem se znajdel, sem šel ta drugi esej pisati, ki ga sicer priporočajo, da ne, ampak se mi je zdel kar okej, pa da težjega dela, kaj ponavadi tam ni bilo, in sem se pol tam znajdel in je šlo. Vaša razredničarka je bila Karmen Slak. Kako ste delovali kot skupnost v razredu? Meni se zdi, da smo zelo dobro delovali, smo se podpirali, pač, kadar kdo česa ni znal, si hitro lahko najdu nekoga, ki ti je to razložil tudi. Ampak bili ste korona generacija, kot se reče. Ja. Kako je bilo med korono obiskovati gimnazijo? Ja, kar stresno, sploh zaradi tega, ker se je bilo zelo težko pripraviti, da si stalno bil prisoten na Zoomu. Pač si moral vklopiti tista kamera, ampak se vidi, da profesor ni stalno videl, kaj ti delaš na tisti kameri in si lahko praktično si poslušal muziko, lahko si pa spravljal stanovanje, karkoli. In to je bil manjši problem, zato ker zelo rad pospravljam stanovanja, ne. In potem sem pač bil kdaj malo manj z glavo prisoten pri pouku, sem se pa še zmeraj pač potrudil, da sem odnesel, kakor sem. No, ampak važen je končni rezultat, Ja. pod črto, in ta je dober, ne? Ja, seveda. Kaj pomeni ta rezultat sedaj, ko ste na pragu študija na univerzi? Ja, sem kar samozavesten zaradi tega, ker zdaj grem na medicino, a ne, in vsi pravijo, kako je medicina zahtevna. Ampak vsej tukaj na gimnaziji sem se dobro odrezal, pa se vsi pravili, da je zelo zahtevna. Se pravi, pač je tudi to zahtevno, ampak se lahko pomatram in mi bo že nekaj kratalo. Upam, no. Pa imate kakšno posebno naklonjenost, kakšno zanimanje za medicino, ali je to kar tako? Ma ja, jaz sem tako do 9. razreda osnovne šole govoril, da ni šans, da bom jaz doktor, ker se mi kar malo zamiril, ker sem enkrat bil pol leta v bolnici. No, pol na koncu sem si premislil, pa še zdaj ne vem zakaj. Mislim, malo je bila fora v tem, da sem pač imel motivacijo, da sem se bolj učil, ker sem videl, da rabim za to visoke ocene. Pol tudi pač rad komuniciram z ljudmi, bi rad imel kakšen šiht, ka ne delaš vsak dan eno in isto, a ne. In ja, sem se pol za to odločil. Študij je kar dolg, 5 let, ne? Ja, Oziroma 6, 7, 6. Ja, še sam ne vem čisto točno, vem, da se pol neka cirkulacija pa ti fore. Pa praksa, preden dobite licenco, Ja. in specializacija. Kaj boste specializirali? Predvidoma pediatrija, ampak tu bo čez 6 let, tako da še ne vem točno. Boste vzeli štipendijo občine? Zelo verjetno ne, težko obljubim, da bom še ostal v Idriji, če sem pred 4 leti pravil, da zihnam doktor, pol zelo težko zdaj rečem, da bom zih ostal v Idriji, pa ne prelomam obljube. Potem je boljše, da rečete, da ne boste ostali v Ja, Idriji, in pol prelomim ta in obljuba. ostanete v In Idriji. ostanem v Idriji, ja. To bi bilo najboljše. Ja, seveda. Kako boste z latinščino? Ja, ne bom spal po noč, pa se bom učil, ne vem. Ne vem. Ni to kakšen večji problem, najbrž. Ne? Ma ja, če se bom vse ostalo na pamet naučil, se bom pa tudi tu nekak. Čez 20 let, kje se vidite? To je pa dobro vprašanje. O tem pa sploh nisem razmišljal, jaz razmišljam za 1 leto vnaprej, kaj je tako manj stresno. Ja, predvidoma v Idriji sem, če zdaj to rečem, pol me zihna v Idriji, tako da je boljš, da sem tiho. Ja, pač pediater bi bil, zdaj bomo pa videli, kam se bo sukalo. Vsekakor med počitnicami ste bili aktivni, pravzaprav sedaj imate najdaljše počitnice v življenju. Ja, se lih to, ja. Je v redu to? Ma super je, skoraj se mi je ratalo zdolgočasiti,
ampak sem že najdel nek tečaj masaže, potem sem se naučil žonglirati, take stvari in se ful hitro zaposlim. In v domu upokojencev vas videvajo? Ja, kaj, ja. kaj počnete tam? Ja, jaz sem receptor, v bistvu moje delo je sestavljeno uradno iz tega, da ljudi pridejo, jaz jih vprašam, komu so prišli, pa kak je nam ime in to je vse moje delo. In pol jaz tam sedim za tistim računalnikom 7 ur, lahko pišem knjiga, lahko poslušam musika, noben me ne mut. Kdaj prije kakšna nončka mimo, pa ji pomagam pri kakšni stvari, prav simpatično je. Omenili ste glasbo, slišal sem, da ste vrsto let študirali tudi klavir. Ja, 9 let. Prav simpatično je bilo, res tudi dobra učiteljica sem imel, ta Elena Starceva sem prav... Ful mi je glasba prirasla k srcu, zato ka prvih 5 let nisem hotel vaditi, sem v bistvu začel vaditi približno 2 ure pred klavirjem, pol sem vadil ves cajt, pol sem prišel na ura in pol sem se jezil, ko sem šel domov, zato ka profesorca ni bila zadovoljna z moja vaja, ne? Čudno. Ja, kdo bi si mislil? Na pol zadnje leta sem začel bolj pogosto vaditi in mi je ful všeč mi je ratal, no. Klavir je tak zanimiv inštrument, ne? V njem je pravzaprav cel orkester lahko. Ja, sej. To je pa tudi moj problem, zaradi tega, ka pol si solist vaš časa, ne? In se sam naše zanašaš. Ojoj, ne znam šumnikov. In pol se je težko prevaditi na kakšno timsko delo, kakšna komorna zasedba ali pa kaj takega. Ja, komorne zasedbe s klavirjem tako so bolj poredke, ne? Ja, ja. Lahko pa spremljate kakšen pevski zbor. Ja, spremljam zdaj na orgle v župniji. Ampak v bistvu je tako, da bi spremljal na klavir, zato kaj jaz ne znam še pedalov za noge, ne? In špilam kot klavir. Ja, pedali so pri orglah kar problem oziroma poseben izziv, bova rekla. Ja, mislim, bi moral imeti malo motivacije, da bi se tisto naučil. Sem zraven šole, pa vsega druga, kar počnem, se težko spravim. Glasba vam je torej pomenila kar nekaj, bi rekel, v tem obdobju osnovne šole in srednje šole. Pravzaprav, kdaj ste končali s klavirjem? Se mi zdi, da je konc 2. letnika, zato ka pač nisem mogel več usklajevati šole. Dejavni ste tudi pri skavtih. Kaj vas tam vleče, drži? Ja, fajn družna je. Mislim, ne vem, ful je dobro, ka se dobimo tako vsake 2 tedna, pa se malo pogovarjamo, malo čajčkamo. Zdaj gremo celo ven, kdo bi si mislil. Pa ful mi je všeč zaradi tega, ker čez poletje lahko pomagam tudi na teh taborih, kodr so mlajši udeleženci in pol malo kuham, malo jim postavljam kaj so jim igre, pa tak naprej in se imam ful fajn. Prej ste omenili, da lahko pišeš knjigo. Kaj res pišete knjigo? Ja, sam poudarke napišem, ne napišem. Zaradi tega, ker jaz ta knjiga pišem že 3 leta, pa vsakič, kaj pa gledam, mi nekaj ni v redu, pa tisto popravim. Tako da do konca sem prišel, sem probleme, ker sem prišel že 3-krat do konca, pa vsakič je bila malo drugačna. Predvidoma je končam v tem letu, ampak z medicina bom videl, kako bo. No. Kakšna je tema vaše knjige? Ne vem, taka fantazijska knjiga je v bistvu zgodbica. Harry Potter? Ja, bolj Gospodar prstanov pa Igra prestolov, nekaj v tem smislu, nekaj vmes. Tudi skladateljujete kaj? Ja, na boljše dneve, kar pomeni enkrat na pol leta, napišem kakšna kratka skladbica, kadar se lih začutim. Ste pravzaprav kar vsestranski, ne? Ja, saj. Prav škoda, da grem lih na medicina, da se bom tukaj malo lahko z drugimi stvarmi ukvarjal. Čeprav glasbeniki, čeprav medicinci so pogosto tudi glasbeniki in to dobri glasbeniki. Ja, malo stresati pravi s tem, po mojemu. Mogoče se tam vključite v kakšno zasedbo. Ja, to bi bilo prav fino. Dobil sem podatek, da ste tudi žongler. Ja, zelo osnoven žongler, ampak ja. Rdeči noski, poznate ta program? Ja, tu bi se pa včlanil. Najprej moram medicina zdelati, da to je prvi izziv. Vsekakor, otrokom včasih pomagamo lahko tudi s tem, da jih razvedrimo, posebej, kadar so bolni na vsak način. Ne? Ja, sej. Prav spomnim se, ko sem bil v bolnici, imel neki cajt ena cimra, ki je v bistvu bila tako dobre ule, da sploh bolna ni izgledala, to mi je bilo tako simpatično. Bi rad kdaj tako razveselil otroke, da čeprav bi bili bolni, se ne bi tako slabo počutil. Kaj berete? Ja, skoraj vsak dan, poudarek ne skoraj. Zdaj berem trenutno bolj angleške knjige, zato ker so ene fantazijske serije, ki jih pač niso prevedli v slovenščino. Pred vami je zdaj najbrž selitev tudi v študentski dom. Kakšno bo to življenje? Iskreno povedano ne vem. Verjetno bom prvi 2 tedna malo zmeden, zato ker recimo že
Včeraj smo šli z enimi prijatelji v Ljubljana, pa sem prvič uporabljal trola. Šel sem proti BTC-ju, oziroma vsetek sem mislil, prišel sem na Rudnik. Tako da upam, da bom pa 2 tednih počasi obvladal ta sistem, pa študentski boni, pa vse to. Zagotovo. Luka Trošt, želim vam uspešno nadaljevanje oziroma uspešen začetek študija na medicini in uspešno kariero in da se vrnete čez 7 let, sva rekla tako, nazaj v Idrijo kot mladi zdravnik. Hvala lepa. Hvala za pogovor in za obisk v tem studiu. Ja, hvala vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.